Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Lepo je spet biti v domu Božjem. Pridiga oziroma razmišljanje za vse naš, katero sem pripravil za to jutri, v bistvu me je povedala ena mala skrb. Z različnimi ljudmi sem se pogovarjal, ne zdaj pred kratkim, ampak v toki mogoče 1-2 leta in sem čul različna mnenja, ki so mi dala malo misliti. In nekatere so mi pravili, pa v bistvu moja vera, moje krščansko življenje je moja osebna stvar. Jaz verujem na svoj način, ne mi trebej cerkve, ne mi trebej nikoga, jaz pač imam svojo vero. Potem drugi mi je pravil eden, ko mi je dalo zamisliti in utemelji z Božjo besedo, ki pravi, pa nekega dneva bomo prišli pred Gospoda, pa da nas pito, če ga poznamo. In v bistvu mi pravi, jo pa, važno je, kako jaz poznam Gospoda in kako Bog pozna mene, vse drugo je nepomembno. Čudno. Spet eni so mi pravili, pa je dobro, če ga že vrlem v Boga, zakaj bi ga zdaj našel še v cerkev, pa to treba eno pomagati, pa drugo pomagati, maj obvez, z nikom se nikaj ne dužen, ga zvrlem v Jezusa in biva se mava fajn, free, ne. Zakaj bi to vse moglo biti? Ko pravite vi, ste se zdaj šli noter v takšnih stvarih mogoče, da ste se sami zalotili pri takšno mnenje? Pa v bistvu, če bi to gledali Biblijo, bi lahko malo obrnili, pa pravili, ja pa, moja vera odrešuje, ne odrešuje cerkev. Resnica je. Ampak, če štejemo Biblijo, Božjo besedo, in jo vzememo kot celoto in ne trgajo posameznih vrstic iz celote vidimo, da je Bog si zamislil cerkev. Bog si je zamislil skupino ljudi, ki verjajo v njega. Ne zgradbo, ne nekaj, ampak ljudi, ki tvorijo cerkev, da eden drugega izgrajujejo, eden drugemu pomagajo, eden drugega hrabrijo, se eden za drugega molijo. In eden drugemu tudi pomagajo v rasti njegove osebne vere. Za osnovo našega razmišljanja danes bi prešteli iz 1. Petra, od 1. Peter, 2. poglavje od začetka, ki to piše. Znebite se torej vsakršne hudobije in zvijačnosti, hinavščine, nevoščljivosti in vsakršnega obrekovanja. Kot pravkar rojeni otroci, zakoprnite po pristnem duhovnem mleku, da boste z njegovo pomočjo rasli v odrešenje. Če ste res okusili, da je Gospod dober, k njemu stopite, k živemu kamnu, ki so ga sicer ljudje zavrgli, a je pri Bogu izbran in dragocen, saj ste vendar živi kamni. Zato se vgrajujte duhovno stavbo, tako da boste sveto duhovništvo in boste darovali duhovne žrtve, ki bodo po Jezusu Kristusu prijetne Bogu. Tu vidimo, da Bog gradi eno zgradbo iz kamnov. Včasih so se zgradbe delale iz kamnov. In te kamne opisuje, da so živi. Iz tega vidimo, da smo to tudi mi, saj vi ste, 5. vrstici pravi, vendar živi kamni. Pavel piše v pismu Korinčanom še naprej o nas. 1. Korinčanom 3:16. Mar ne veste, da ste Božji tempelj in da Božji duh prebiva v vas. Draga cerkev, teva dva teksta valjata tudi še gnes za nas tudi v Nuskovi. Kajti ti, ali pa ti, in seveda tudi jaz, smo kot kamni, ki so del Božje zgradbe. Če se tega zavedamo ali ne,
če v to verujemo ali ne, ali pa če to živimo ali ne, ampak tvoje življenje, navči Božja beseda, je tempelj Svetega Duha. Znate, kaj to pomeni? Bog, Sveti Duh, prebiva v tebi. Razmislimo o tem. Razmislimo o svojem življenju. Što smo, kakšni smo. Ali dejansko če je naša zgradba, naše življenje dostojno, da leko Bog prebiva v njem. Besedili iz Petrovega pisma in pa Korinčanov, štiri smo zdaj prešteli, sta nam leko kot spodbuda. Kajti ona dva nam kažeta v Božjo naložbo v nas. Bog verjame vate. Bog verjame v nas, bolje, kot se mi predstavljamo. In verjetno on bolje verjame v nas, kot pa dostakrat mi sami v sebe. Ker se dostakrat imamo za manj vredne. Ampak Biblija nas uči, da smo dragoceni. Da smo tako dragoceni, da je Bog dal največ, ko je imel prav za tebe. Ker jaz verujem, da se sami soočimo mnogokrat z dvomi, da podvomimo sami v sebe. Ampak Bog vrle v nas in on se odločil, da je za nami gradil svojo cerkev. In Kristus, šterega verjamemo, pa je ta trdna podlaga in varnost, na šterega se leko vedno zanesemo. Zato, kakšekoli bodo okoliščine, nikdar ne zapusti te osnove, tega temelja. Tudi, če te ostali kamni v toj zgradbi dostakrat nadlegujejo ali pa te ne napravijo življenje preveč levko ali ga olajšajo, ampak drži se temelja, na šterom si zgradil svojo vero, na katerem gradiš svoje življenje. Kristus nas ljubi in on šče z nami iti na toj poti. In mi smo dostakrat lahki. Sami znamo, da vsak ima svoje muje, ampak Gospod se vseeno odločil, geščen, stev, graditi svojo cerkev. In vsak izmed nas pa je svoboden. Vsak živi svoje življenje na drugačen način. Vsak se je ustvaril svoje življenje tu na zemlji, na svoj način, kako si je zamislil. Vsi smo drugačni, ampak vsi smo ljubljeni. To ne pozabimo. Bog nas je ustvaril prav takše, kot smo. Ustvaril si je enega sogovornika. To se mogoče čudno zveni. Ampak Bog si želi pogovora za njim. To so naše molitve, štere prinašamo pred njega. On se je ustvaril sogovornika, ustvaril si je soustvarjalca. Da skupaj z njim nekaj ustvarjamo. Ne se je ustvaril neke lutke, neke marionete, ne se je ustvaril robota, ki bi upravljal določene funkcije, ne. Ustvaril je tebe in mene. Takšno, kako si je on zamislil in mi smo po Božjem načrtvi. Ti si njegova zamisel. Ne si stvar slučajna. Zato dovolimo, da nas on oblikuje. Kot piše tu, kot žive kamne nas grajuje v svojo zgradbo, v svoj tempelj. In sam Bog je vodja tega gradbišča. In tako smo mi različni, tako smo si drugačni, je dal tudi nam drugačne darove, drugačne naloge in vedno znova nam daje tudi nove. Ne smo mi ena statična stvar, ampak v teksti, če kasneje bomo še pogledali, piše, da nas vgrajuje, ne da se je vgradil, ampak dela še vedno nas oblikuje. In mi kot posamezni kamne smo leko del ene čudovite zgradbe, štera se imenuje cerkev. In tej temelj, na šteru je pa grajena njegova cerkev,
pa mora imeti eno posebno mesto v našem življenju. Kajte, nišče ne more postaviti drugega temelja, kot pa tisti, šteri je že bil postavljen. Gospod šče biti osnova, na kom mi gradimo svoje življenje. In znate, cerkev je neprestano gradbišče. Bog jo je načrtoval in jo gradi. Mi ljudje smo pa tisti, ki pri tem sodelujemo. Mi smo njegovi sodelavci. Mi se vgrajujemo. Na kakšen način? Dajmo se, Gospodi, presenetiti. Kamen po sebi, tisti, ki delamo s kamni, znamo, da je trde, močen, stabilen. Ampak ko pride s kamnosek in ga dobi v roke, odstrani določene stvari. Na nas pa je, ker smo pač živi kamni, kako se damo Gospodi oblikovati, ko njimi pistimo daleko naprave za nas. V poslušnosti, bojmo odpreti, bojmo pripravljeni odkriti namige, štero nam Gospod davle, ki nam pokaže, čuj, tej del v tvojem življenju je najdobrer. Ne pošleš noter na tisto mesto, štero sem za tebe namenil. To me moti, to mora biti odstranjeno, ja mu ti pomagal, ampak ne za silov, za ljubeznijov in še enkrat poudarjam, naša odločitev je. Pripravljenost, predanost, to je naša naloga. In mi se moramo odločiti, komu napravili. Komu napravili za to ljubeznjo, ki jo davle Bog nam. In to vedno znova in znova. In ne dajmo se motiti, če nam prvič čas ne grata, ampak zavipamo Gospodi, da je nas še naprej oblikoval, da je nas postavil na tisto mesto, na štero si ti namenjene, ki moraš biti. Spomnimo se, ko smo prešteli, saj ste vendar živi kamni, zato se vgrajujete, ne smo vgrajeni, ampak se vgrajujemo neprestano v to duhovno stavbo. Da bomo lahko darovali sveto, duhovne žrtve, ki bodo po Jezusu Kristusu prijetne Bogu. Darovali žrtve. Kaj je to? Žrtvovanje v stare zaveze znamo, da je to bilo en obred, šterega so mogli davati. Ampak koliko mi kot ljudje damo kot duhovno žrtev našemu Gospodu? Ne bi se zdaj šel v celo duhovno tematiko, ampak ali je najleko naša duhovna žrtev našemu Gospodu navdušenje, štero imamo nad našim Gospodom. Da smo ne zagrenjeni, ampak da smo navdušeni, da nas on resnično ljubi, da nas je sprejel takše, kak smo. Ali je to najleko ena popolna predanost njemu, da njime služimo. Da je pripravljenost, to pastor pozove ali pa nekako pozove druge, čuj, treba je to napraviti, ali pa idemo skupaj na molitev, biti pripravljeni. Ali je najleko ena žrtev, slavljenje in čaščenje našega Gospoda, da prideš s predanim srcem pred njega, poveš, Gospod, tu sem, daj ti vso slavo, hvalo in čast. Žrtvovanje je dejansko, da se mi predamo svojimi oblikovalce v roke, da nas on oblikuje v tisto podobo, kot je želi imeti in jo vgradi v svojo zgradbo. Strajemo pri tem in dovolimo, kot se kamen ne upira kamnu seke, tako se tudi mi ne upiramo našemu Gospodu, da nas on šče oblikovati, ampak se jim predajmo, zavipajmo jim. Zakaj? Ker znamo, da nam želi le najboljše. Če te ga prosili ribo, v ne do koče imamo primer. Če te ga prosili kruha, v ne do kamna.
ampak njimi zaupamo, da to, ko je za nas dobro, to, da je on tudi dal. In Gospod gradi še dan danes svojo cerkev. In tu ne gradi katoliško, evangeličansko, binkošno ali kakšnokoli cerkev bi zdaj imenoval to, ampak on gradi svojo, Kristusovo, Jezusovo cerkev, ki ljudje slavijo Jezusa Kristusa. In hiša ali cerkev, to je tako naš sedanji dom, tu in zdaj, ker smo mi kot živi kamni vsi vključeni in tvoje mesto v Kristusovo cerkvi je samo tvoje mesto. Dokler si tu, ti ga nišče ne da kraj vzel. Ampak je namenjeno tebi, da boš upravljal delo ton, štero je tebi namenjeno. Se pa lahko to delo spremeni. To ga začne za tak konkretno primer, da smo mladi, polni elana, imamo druge funkcije, drugo delo v cerkvi, kot pa na primer Benkova Micka, ki za to vzore sedi, kaj je najstarejša tu med nami zdaj. In ne mora delati več to, ko mi mladi, zdaj sebe cvitem je to še malo, kljub temi, kaj se že sere, ko mi delo mladi, ampak njeno mesto je Gospod preoblikoval drugače sedaj. In kaj se pravim, velik blagoslov je, da še zdigne svoj glas in moli za nas. Kaj ti dosta drugega več v svoji šibkosti ne mre. Njeno mesto, njeni ustvarjalec je preoblikoval, je spremenil. Naša funkcija v cerkvi, v toj Božji zgradbi, v Božjem kraljestvi ne ostaja vedno ista, ampak se spreminja, kako se spreminja struktura ljudi, kako se spreminjamo mi, da smo bile sere, kako se spreminja organizacije, kako se spreminja vodstvo. Stvari v naših življenjih se spreminjajo. To, ko pa se ne spremeni, pa je temelj. 1. Korinčanom 3:11. Drugega temelja namreč nihče ne more položiti na mesto tistega, ki je že položen. In ta je Jezus Kristus. Draga cerkev, Božja hiša je prispodoba v bistvu nekaj večjega. Kajti Bog ne gradi samo cerkve tu na zemlji, ampak Bog gradi svoje kraljestvo skupaj z nami za vso večnost. Naša večnost se je začela že zdaj, tu. In če smo vgrajeni v njegovo zgradbo, če smo vgrajeni v njega, če je naše življenje utemeljeno na njem, na Jezusi Kristusi in da to ostalo vso večnost. V njegovi slavi. Gospod šče, da naj mi kot kristijani bodemo vključeni v njegovo cerkev. Ne kot volkovi samotare ali kakaj drugega, ki bi poimenoval, ampak ne, kot cerkev. Da je pa na tem mestu ostale, pa smo v začetku tega teksta prešteli tudi besede opomina. Znate, Sveto pismo nas vzpodbuja, ampak nas tudi opominja. In tako smo prešteli. Znebite se torej vsakršne hudobije in zvijačnosti, hinavščine, nevočljivosti in vsakršnega oblikovanja. Kot pravkar rojeni otroci se koprnite po pristnem duhovnem mleku, da boste z njegovo pomočjo rasli v odrešenje. Če ste res okusili, da je Gospod dober. Ali je Bog dober? Je, dober je. In zanimivo, da tu zdaj več ne piše Peter tem ljudem, cerkvi, 10 Božjih zapovedi, ne kradi, ne govori pokriven, ne laži in to, ker je to v bistvu samoumevno že bilo za verne takrat. Ampak kot cerkev, kot živ organizem, smo pa vseeno ljudje. In vidimo, da je tudi takrat bila verjetno podobna situacija, kot je v vsaki drugi
cerkve ali organizacije ali društve, kjerkoli smo, ali kjerkoli je več ljudi zbrano, da so različna mnenja, ker smo ljudje različni. Logično. In to zgleda, da je tu bilo neke hudobije, zvijačnosti, hinavščine, nevoščljivosti, obrekovanja. In Peter ti opozarja. Glejte, če ščete biti vgrajene v Kristusovo cerkev, telo, dajte se te stvari odreči. Bojte iskreni eden drugega. Poslušajte, sprejemajte eden drugega. Bojte odprejte do drugega. In znebite se slabih lastnosti. Vse te stvari, ki so tu navedene, bi lahko poimenovali, znebite se grehov, ker to ne gradi cerkve, ampak jo ruši, razdvaja. In vse povsod, kjer so zbrani ljudje v večjem številu, kot sem pravil prej, kakšnekoli oblike. In če so noter takšne stvari, prej ali slej pride do razdorov, razkolov, strankarstva, vsak posegne na svojo stran in ne more ostati ena enota, ena celota. Ker pa je Bog dober, nas tu Peter opozarja, ker pa je Bog dober, vzemite to pristni evangelij, ne komplicirajte, ampak vzemite si to mleko, pristno hrano in zaužijte to in se odrečite ostalih stvari, ker vam drugega ne trbe. In znate, prej sem povedal, Bog je na dele. On nas oblikuje. In tudi te stvari, če so prisotne v naših življenjih, to so stvari, ki jih šče odtrgati ali kraj vdoriti od tega kamna. Tako dovolimo njeme, dopustimo njeme in se odrečimo stvari. Ponavljam se, na nas je. To so naše odločitve. Gospod naredi samo takrat, če mi to dovolimo. Naša je odločitev. Zato pozivam vse nas, da smo del te žive hiše, ki se spreminja, da živimo v njej, da damo Bogu vso slavo, hvalo in čast, da uživamo, da praznujemo, da živimo polnino življenja, da smo navdušeni nad Božjo močjo, da ne jamramo nad življenjem. Mitske, ko se prelesa v mejno, Mitsko pitam večkrat, kako vam ide? Redko da pojamrajo, pravijo, ja, poglejtam primerno, ali pa Bog še je bilo, kot je bilo, gledajte, Mitska tak. Ampak življenje, dokler ga imamo, je lepo. Pridejo na vole, pridejo težave, pridejo probleme. Ampak ne jamremo nad življenjem, ampak bojmo hvaležni za to, ko imamo, ker je to Božji dar non. Bojmo zahvalni. In v tej zahvalnosti rastemo leko skupaj. Kajte, takrat smo združeni, takrat prebiva med nami tudi ljubezen, zadovoljstvo in stojimo na tom trdnem temelju, povezani z našim Gospodom in srečujmo se z našimi dnevnimi izzivi, ki so bili in še bodo, definitivno, ampak z Božjo pomočjo zmoremo. In temelj, ki je postavljen, se ne da oziroma se ne da zmajo. In to je naš Gospod Kristus, Jezus. Amen. Gospod Jezus, jaz sem ti hvaležen za tvojo ljubezen, štero nas ti ljubiš. Hvaležen sem ti, da imaš dober načrt za naša življenja. Gospod, dragi, hvaležen sem ti, da ti ščeš tvoje kraljestvo tu na zemlji, da ti ščeš tvojo cerkev graditi skupaj z nami. To te prosim resnično, da se ti dovolimo oblikovati
Gospod, dragi, da nam ti po tvojem svetom duhu pokažeš stvari v naših življenjih, ki jih treba mogoče odrezati, odstraniti, se odreči. Gospod, za tvojo pomočjo iščemo to tudi napraviti. Pomagaj nam ti pri tem. In Gospod, resnično te prosim, daj vsakome izmed nas, da našel svoje mesto v tvojo izgradbi. V zgradbi, štero ti delaš skupaj za nami. V tvoje cerkve, ki je večna, ker je tvoja. Gospod, bude ti proslavljeni in tvoj blagoslov naj predniva nad vsemi našimi življenji. Amen.